Sprav ti več ne moreš dati otroku za narediti seminarske naloge, pa pričakovati, da se bo on s tem kaj naučil, ker on bo šel domov in za jajom pač večino spisal. Klemen Selakovič, lepo ponovno pozdravljen na podcastu. Vse je zelo kompleksno, ne? Ampak mislim, da ne, da smo mi vsi na nekem toboganu ali pa na vlakcu smrti in v bistvu sam lahko uživaš in gledaš, kaj se dogaja. Ti ne moreš nekaj upravljati, ne? Čeprav tako zgleda. Evo, Klemen Selakovič, lepo ponovno pozdravljen na podcastu. Je dobre 2 leti, odkar so se prvič usedla. To je že. Ja, november 2023. Hvala ti za ponovno vabilo, sem vesel. Hvala, da si se pripeljal v Brda, vem, kako si busy zdaj. Tako da res hvala, ful cenim. Tako da sem rekel za začetek, da bi začeli podcast s tem gapom 2 let, odkar so se na zadnjič videla. Veliko se je zgodilo, ko smo zdaj malo začeli klepetati, preko smo začeli snemati. Se pravi, od takrat je tvoja knjiga postala tako rekoč uspešna, pa Astra AI tudi zdaj gre tak nek hiter vzpon ima. Tako da, kako zdaj, če pogledaš za nazaj zadnji 2 leti, kako ti doživljaš to tvoje obdobje v življenju? Ja, zelo ne doživljam ga. Zato, ker se to dostikrat rečem, da nekako, ne vem, imam neki možgane pokvarjene, ampak zelo malo razmišljam o preteklosti. In to pomeni, zakaj sem rekel pokvarjena, ne? Ker včasih je to tudi negativni aspekt tega, da se kakšne stvari ne zapomniš, da pozabljaš stvari, ki niso v koledarju, da se bojo sploh zgodile. Dejansko se mi zdi, da ta moj software nekako toliko odlaga to preteklost na stran in se bolj fokusiram na prihodnost, pa day to day. Jaz mogoče samo za en dan vem, kaj se mi bo dogajalo, jutri imam pa v koledarju, tako da ne vem nikoli, nimam v glavi tega, kaj se bo zgodilo. Tako da ne vem, a veš, mogo bi res pomisliti 2 leti, ko si rekel, ja, knjiga je bila, ne? To je bila ena taka prelomnica. Neka potovanja so bila zelo so vplivala na mojo osebnost pa na mojo pot. Največja stvar je pa Astra. Ker 2 leti pa par mesecev je odkar obstaja sploh ta projekt in to me je totalno posrkalo noter. Tako da se večino časa s tem ukvarjam, večino konzumiram vsebine, so AI vsebine. Tako da nekako probam predvideti, kam bo svet šel ali pa kje je, pa recimo podjetje ali pa projekt pozicionirati na dobro mesto, da bomo ta val lahko zajadrali in to je do zdaj zelo dobro delovalo. Ja, tako da. Zanimivo mi je bilo, vsake toliko daš kakšen story gor in si dal eno misel, da 500 milijona uporabnikov, to je bilo par mesecev nazaj, si dal to na story, 500 milijona uporabnikov ni bil cilj, ampak je bila posledica. Daj mi malo povej več za to mislijo. Kaj si mislil s tem? Ja, v bistvu ne spomnim se točno tega storija ali pa tega posta, ampak prava ideja v pravem času s pravimi ljudmi. Posledica tega je, da dosežeš lahko cilje, ki so onkraj tega, kar si sploh lahko predstavljal. In zato se s cilji mogoče ukvarjamo samo tako, da vemo, kaj delati, pa kam dati smer, kam se obrniti, kam navigirati ekipo. Ampak konstantno mi razbija te mentalne bariere ali pa strope v glavi, ki jih imam, kam to lahko gre. In to je zelo zanimiv proces, zato ker rečeš, a smo lahko mi unicorn, ne? In vidiš, da imaš upor do tega v glavi, da noče verjeti, da je to možno. Zato ker je to tako redka stvar, tako redka stvar je v našem prostoru, a ne nasploh celo v prostoru cele jugovzhodne Evrope ali pa vzhodne Evrope, da ne moreš verjeti, a si ti ta, ki mu bo lahko to uspela. In potem pogledaš podatke, gledaš racionalno na stvar, pa rečeš, ja, tako kaže, da je to možno. Zakaj pa ne bi šli v to? In pa moraš prav razbiti zavestno mentalne bariere,
da sebe prepričaš, da je to možno, da začneš verjeti in posledično pol, da ekipo prepričaš v to, ampak da oni tudi začnejo verjeti, ne? Da ne mislijo, da si ti nek lunatik, da si znorel, ko take cilje postavljaš. Ne? In to je malo izziv, ker smo v takem okolju, kakršnem smo, nismo v Ameriki, nismo v Silicon Valleyju in glave so tukaj drugačne, vključno z mojo. Ja, tako da. A je bil težk ta proces razbivanja teh prepričanj, vzorcev? Se verjetno ni še končan, se še vedno dogaja, ne? Ja, glih zdaj na Kanarcih se mi je to dogajalo, ker sem se malo odmaknil stran, pa sem malo šel številke gledati, pa vse številke dam v AI, pa se midva pogovarjava, pa analizirava in rečem, ja, to je možno, ne? In prav čutim v telesu odpor do tega. Ja. A si nadut, a si zaveden, a si nor, ne? In to se postopoma počasi dogaja, tako kot si rekel. Ne? Je pa dobra stvar te zgodbe, da se ne zgodi to čez noč. Noben uspeh se ne zgodi čez noč, noben. In imaš ti čas, da se aklimatiziraš na to višino. Tako kot če bi šel na Mount Everest, nekaj časa si na neki višini, se navadiš in pa greš naprej in se navadiš in greš naprej. Če bi te pa nekdo dal s helikopterjem gor, bi pa umrl. In je v bistvu tak organski proces tega, da tudi podjetje ali pa kjerkoli projekt raste postopoma v skladu s tvojimi sposobnostmi, v skladu s tvojimi mentalnimi okvirji. In dobro, da se ne zgodi čez noč stvar. Ker ko ljudje dobijo, ne vem, loto zadenejo, velik procent je takih, ki bankrotirajo ali pa so zelo nesrečni, v bistvu jim uniči to življenje. Ne? In se mi zdi, da je to, da bi te s helikopterjem nekdo dal na Mount Everest. Nisi navajen, nisi sposoben, nisi ti ta človek, ki si je to zaslužil na nek način. Tako je. Pa vmes, ko si dal zdaj to prispodobo alpinističnega vzpona, vmes je pa korak za korakom in ta presence, da si tukaj in zdaj. In tu si na začetku omenil, da gledaš samo današnji dan, pa potem, kar imaš v koledarju za naslednji dan. A misliš, da je to rezultat vsega tega dela, ki si ga naredil na sebi do zdaj? A ta sposobnost, da si v momentu? Ja. Veš kaj, jaz dostikrat poudarjam pomembnost flova v mojem življenju. In to je nek tak psihološko stanje, ki ti pomaga biti v sedanjosti, zato ker ti zgineš takrat in je v bistvu vse, kar je pred tabo, je tvoje delo, ki se izvaja. Niti ga ne izvajaš ti, ker te ni. In verjetno, če bi šel na Mount Everest ali pa neko težko stvar delati, če bi ti konstantno razmišljal, koliko nimam še, koliko je še napora, bi mnogo prej odnehal, kot če korak po korak greš. In tukaj ni truda potrebnega, da se v bistvu konstantno opominjaš, pomemben je sam naslednji korak. Ne, ampak tebe v bistvu delo vzame in ti se mu prepustiš in te ni in pa kar naenkrat prideš iz tega transa, ura je 6 zvečer in si tako, wow, koliko se je naredil, kako se počutim. Mal sem utrujen psihološko, ampak ful zadovoljen, ful poln v bistvu. In grem lahko spat z mirnim srcem, z mirnim umom, da me naslednji dan čaka tudi en tak super dan. In po moje če bi imel konstantno pričakovanja, konstantno cilje v glavi, bi toliko energije porabil, da ne bi mogel te energije nameniti delu samo. In ta stanje flova je v bistvu nek dar, ki se ti zgodi. Niti nisi ti ta, ki to prikliče, ampak ti se v bistvu bolj omakneš temu, omakneš tem silam, ki znotraj tebe in zunaj tebe delujejo in one delujejo v nekem sozvočju ali pa v nekem plesu. Se pravi, moja zanimanja, notranja, moj drive, moja strast, moja radovednost, to so notranje sile, se mapirajo z zunanjostjo, kjer obstaja, ne vem, Astra, AI, podcast, a veš, in to dvoje skupaj zapleše brez nekega truda. Tako to vidim.
Zanimivo. Takoj sem pomislil na to usporednico na prvi podcast, ker smo tudi govorili o tem prepuščanju in o teh muzah, ki si omenil tu pisane knjige, da je vse prišlo nekje od zgori, da si ti mogel tudi samo prepustiti, da je prišlo do tebe, da si ti samo v dejanju ideje. In se mi zdi, da je neka usporednica. Misliš, da tudi ta projekt je prišel na tak način skozi? Ja, točno tako je prišel, ampak to je bilo še bolj močno, ne? Zato ker sem pred sabo, kar enkrat sem se zbudil in pred sabo sem imel vse sestavine, ki so bile potrebne, da, ne vem, alkimistično ti to zmešaš skupaj in rata nekaj novega. Ne? Se pravi, bil je tam Andrej s svojim projektom Astra.si, bil je moje zanimanje za šolski sistem in kako jaz nisem v njemu prosperiral. Prišel je AI in moje zanimanje za tehnologijo pa napredek, ki ga delamo kot človeštvo, moj UX udejstvovanje do zdaj in nekako, da bi se zbudil in videl vse te sestavine na mizi in pol kar naenkrat pride efekt ali pa neka taka ideja ali pa eureka moment, wow, to jed se da, oziroma te sestavine se da tako zmešati, da nastane mogoče neka ful dobra jed, ena unikatna jeda. Ne? In to je bilo toliko močno, da nisem imel v bistvu izbire. Ne? To je bilo treba narediti oziroma probati. Ne? In pol pa, ko ti svet da signale, da to deluje, da ljudje to hočejo, da so pripravljeni plačati, vedno več prihodkov dobivaš, ekipa raste, na to ekipo se mapirajo ali pa privlači določen tip ljudi v to noter, kot nek vortex. In v bistvu vidiš, ok, jaz sem mogel sam mogoče ta začetek narediti, pa še to ga nisem jaz, ampak vse ostalo je pa treba sam opazovati, pa v bistvu mu dati prostor projektu samem, da naredi, kar mora on sam narediti. Ne? In zato tukaj, ja, veš, ko govorimo o uspehu ali pa o nekem haslu ali pa o uspešnih posameznikih, a ne, jaz res to ne vidim kot nekaj, kar te uspešni sami naredijo, ampak je toliko enih sestavin bilo potrebnih in to je stvar sreče ali pa kaosa vesolja, kakorkoli vidiš, da se ti to lahko zgodi. In to je samo ena hvaležnost lahko ti pol na voljo, a ne, če jo vidiš, a ne, da ti nisi bil zaslužen za to, ti si se v bistvu mogel umakniti stran temu, da se to zgodi. In vse, kar se dogaja zdaj, in ta energija je vedno bolj gostejša in vedno močnejša okoli Astre, v bistvu navigirati s temi energijami, bi jaz rekel, da je to, kar ustvarjalen človek dela, ali pa alkimist, ali pa ne vem. Ja, včasih so o tem več govorili, o alkimiji, a ne. Zdaj smo pa, ko je ta racionalni prevzel vajeti, od mogoče industrijske revolucije naprej, ful delamo z glavo, ne. Pa številkami. Trud, glava, racionala, številke, spreadsheeti, v sejnih sobah, a ne, delajo odločitve tako, da gledajo številke, pa rečejo, kaj je zdaj najbolj racionalno, ne, kaj je najbolj pametno narediti, ne. In zgubili smo ta, no, ne vem, če smo zgubili, nekateri niso, ampak jaz sem ga mogoče prej, a ne, ta intuitivni del sebe, ki pa bolj po feelingu delaš biznis v kombinaciji z racionalno pa številkami, a ne. Sej ti nisi nek čarodej, ki ti vse številke govorijo v eno smer, ti pa greš vseeno v drugo, ampak tudi tukaj je nek ples potreben, a ne. In doskrat se odločitve delajo po gut feelingu, a ne. Ko prejmeš vse možne podatke in podatkov več ni, ampak ni jasna odločitev. No, takrat pride na voljo v bistvu ta gut feeling, a ne, in ne vem, iz kje to pride, a ne. Definitivno ne pride to iz mene ali pa iz umskega dela, ampak bolj iz telesa ali pa iz nekih sfer, ki jih zdaj še ne razumemo. Ne? Ja. Ja, Recimo, zanimivo je, da prav v tem gatu, v prebavi, mislim, da je še toliko več nevronov, oziroma zdaj sem prav pozval številko, ma mislim, da je ful več nevronov kot v samih možganih, oziroma je tam primerljivo. Ne? In
tudi z tega recimo vidika je zanimivo, kako lahko nekaj prije ven z tebe, ampak se mi zdi, da je težko prepoznati to, če ne toliko delaš na sebi, oziroma moraš biti toliko odprt za prepoznati te signale. Verjetno je tebi tu pomagalo, da si se lažje prepustil, tudi tvoje delo na sebi do takrat. Veš kaj, ja, se strinjam, se mi zdi, da je bolj opazovanje, zapravo alkimist, kaj lahko on dela, a ne? Se pravi z nekim zavedanjem, opazuje realnost in se uči, kako realnost deluje, ne? In v bistvu več, ko imaš ti izkušenj, več, ko si doživel stvari, bolj se ti začne svitati ali pa sanjati, kako ta stvar, ki rečemo realnost, deluje in kako jaz delujem kot posameznik v njej, ne? Kot del te realnosti. In enkrat vidiš, ne, ko sem zaupal svojemu občutku, se je zgodil X. Ko nisem zaupal, pa je bil ful močen, pa sem pustil, da glava prevzeme vajeti, se je zgodil Y. In pol X pa Y primerjaš med sabo, kaj je bilo boljše za družbo, za projekte, za uspešnost, za srečo, za mene. Kaj je za mene, kaj pa ni za mene, ne? In ko se naučiš ali pa ko se učiš poslušati ta del, mu začneš mogoče malo bolj lahko zaupati, ker vidiš, da je dostikrat imel prav. Nisem pa zdaj 100%, kako bi rekel, prepričan, da to, kar govorim, drži, ampak preveč sem dobil signalov v življenju, teh X-ov pa Y-ov, da bi lahko to zanikal, a ne? In pol lažje zaupam in zaupanje pomeni, da se prepustiš, zato ker spustiš kontrolo. Kontrola je pa itak v raciju samo, a ne? In vidiš, da 13,5 milijarde let obstaja vesolje, začel se je z nekim velikim pokom, zdaj sem imel eno astrofizičarko in sva govorila o vesolju. In v bistvu ta realnost, v kateri sem jaz danes ali pa zdajle, prav zdajle, ni bila posledica mojih odločitev ali pa mojih prizadevanj, mojih trudov, mojih ne vem kaj, ampak večji del ali pa večji procent tega je sam ta kaos vesolja, ki se je začel pred 13,5 milijarde let. In kdo sem zdaj jaz, da se postavim nad to, kot nek mali bog, a ne, in rečem, jaz boljš vem, kako bi ta realnost mogla izgledati. Jaz boljš vem, kaj bi bilo dobro za sebe, za drugega celo, za družbo, za politike, za kam gre svet. Jaz boljš vem, ne. To je v bistvu velika nadutost, se mi zdi. Ego, ne. Ja. No, tu se tudi veže ta svobodna volja, od kateri si pred leti dosti govoril in na prvem podcastu nismo uspeli predebatirati, ker so bile druge tematike. Pa me zanima, a se ti je kje pogled na to svobodno voljo v teh letih spremenil, a imaš še vedno tak pogled, ko si ga imel nekoč? Lahko tudi predstaviš za tiste, ki to ne poznajo. Ali imamo ljudje svobodno voljo ali ne? Ja, mislim, da jo in imamo in nimamo in odvisno je od vere, ki jo ima človek, ki odgovarja na to vprašanje, ne? Zato, ker takrat sem imel bolj tak pristop, da sem rekel, svobodne volje ni in želel ljudi prepričati v to, da to drži. Še vedno imam to mnenje, ampak mislim, da tiska pa verjame, da jo ima, jo tisto vesolje, njegovo vesolje, ima, obstaja. In po moje je včasih koristno verjeti, da jo imaš, zato ker veliko nekega prizadevanja lahko izhaja iz te energije, da nisi čist prepuščen, ko to ni potrebno, da si prepuščen. Včasih je potrebno malo verjeti, da je na tebi velika, ne? Čeprav zares v ozadju ne verjamem, da je karkoli na tebi, ampak kljub temu je dobro verjeti, da je vse na tebi. Tudi če ni. Tako da ima ta dualnost teh dveh resnic, ki sta v navzkrižju načeloma za racionalni ampak mislim, da v realnosti ali pa tako, ko vidim življenje pa svet, jaz mislim, da lahko sobivata, ne? Zato, ker jaz se bom čez 5 minut pozabil, da svobodna volja ne obstaja, pozabil na svojo vero
in bom imel nek problem pred sabo in se bom ful trudil ga rešiti in bom trpel in probal na vse načine. In to je bilo dobro. Jaz sem v bistvu pozabil na ta del sebe, ki verjame, da nima svobodne volje. In je bilo to dobro. Ampak zakaj sem prišel do tega trenutka, ki je bil tak, spet ni bilo na meni. Tako da vklapla pa izklapla se to in to je tudi lepo pa dobro. Jaz imam tudi tak pogled na to. Pa tudi recimo v zadnjih podcastih smo dosti govorili o tej intuicije, pa kaj ti je namenjeno, bo prišlo. In to gre na to, da po eni strani nimaš svobodne volje, da življenje te bo peljalo, kamor te mora peljati. Mogoče tu tvoji dušni zasnovi, oziroma kakorkoli gledamo, lahko tudi z vesoljskega vidika, oziroma te nastanek vesolja. Po drugi strani je pa na tebi, po kateri poti boš prišel do tega, kar ti je namenjeno. Tle se mi zdi, da prije ta svobodna volja do izraza. Ja, saj mislim, da tudi to, če rečeš, jaz verjamem, da vse, kar se mi zgodi, mi je namenjeno, vse je prav, to je koristna vera. Zdaj, a je resnična ali ne, jaz mislim, da je to druga debata. Se mi zdi, da v filozofiji po moje ne smemo mešati dveh stvari. A je nekaj koristno, a je nekaj resnično. In kle se znanost pa religija malo tepeta med sabo. In po moje ni potrebno, da bi se teple med sabo, zato ker lahko je ena stvar ful koristna, da ti verjameš v krščanskega Boga, boljši človek si zaradi tega, dejansko verjameš v to, skupnost imaš v cerkvi, boljša družba je lahko zaradi tega, ne? Boljša je tvoja okolica. Zdaj, a je resnično možno preveriti v laboratoriju, ni toliko pomembno za ta del. Ne? Tako da, če znaš kot človek ločiti to dvoje, se prepustiti to neracionalnemu delu sebe, pa rečeš, ne vem, če je Bog ali pa ni, ampak dobro je zame, da v določenih aspektih se podredim eni sili izven sebe, ki jo je mogoče moj skonstruiral, ampak ego se je mal podredil, pa odmaknil in bil bolj odprt, bolj ponižen. Svet s takimi posamezniki je lahko boljši, ne? Kakor svet, če gremo na drugo stran. Ljudje, ki vsi vse vejo, vsi so prepričani v svoj prav in potem se sreča z nekom, ki ima drugačna mnenja in se zgodi vojna. In umor in nasilje. To tudi ni dobro, ne? Tako da kombinacija vsega pa ples med načeloma stvarmi, ki jih ne moreš mešati ali pa ki so na vzkrižju, ampak če znaš vsem plesati z njimi, se mi zdi, da je srednja pot ali pa prava pot zame. Se pravi, misliš, da ker si ti trenutno in vse stvari, ki so ti do zdaj se zgodila v življenju, oziroma vse stvari, s katerimi si se ukvarjal, in podcast, in UI, in AI, pa recimo z Andrejem, da ste se spoznala, postala kolega. Misliš, da so bile vse to sestavljenke, ki so te mogle pripeljati do tukaj, kjer si danes, oziroma ki so bile potrebne, da si tukaj, kjer si zdaj? Ja, mislim, če rečeva, da to ne drži, kar si rekel, potem bi to pomenilo, da imam neka obžalovanja ali pa da ni prav tako, kot je, kar te spet pahne v to, da ne sprejemaš realnosti takšna, kot je. Ne vidim sploh koristi v tem. Da bi rekel, ne, ni bilo, ene stvari niso bile potrebne, ene stvari so bile slabe, ene stvari bi bile boljše, da bi bile drugačne. Ne vidim koristnost tega, ker preteklost je za mano. Vsaj, kolikor vem, jaz nimam dostopa do nje nikoli, razen v svoji glavi. Noben še ni časovnega stroja izumil, da bi popravil stvari za nazaj. Ne vidim filozofsko koristnosti, da bi se s tem ukvarjal. Vidim pa veliko korist v tem, če rečeš, vidim, da je vsak atom, ki se je na določen način postavil v moji preteklosti, je botroval k temu, da sem zdaj tukaj, kjer sem. In to, kjer sem, sprejemam, ker nimam izbere. Pol se mi zdi koristno, da rečeš, vse je bilo prav. Ker ni alternative. Sam zaradi tega, ni alternative. Veš, folka reče, ni bilo vse prav. Ja, kje imaš pa to alternativo? Nije. Se od te točke naprej lahko drugače delaš.
ampak drugače boš delal sam zaradi svojih izkušenj, ki si jih dobil do zdaj. Tako da spet je bilo prav. Tako da ne moreš ven iz te slepe ulice, bi jaz rekel. Slepa ulica obžalovanj, recimo. Ne. Tle pa prija ta osebna odgovornost, o kateri tudi dosti govoriš. Se pravi, ko si zdaj omenil, da sprejmeš vse, kar imaš trenutno, vse, kar se ti dogaja, sprejmeš za sebe, za svoje, namesto da obžaluješ stvari, pa hočeš, da bi se zgodilo drugače in tako naprej. Verjetno. Ta osebna odgovornost. Ko se mi zdi, v današnjem svetu malo manjka tega, ne? Ali kako se ti tebe zdaj? Ne želim soditi nobenega človeka, a je odgovoren ali ni odgovoren. Mogoče kdaj, ko sodimo, je to tudi koristno, zato ker mu damo nek pritisk, ne, da se ne začne bolj odgovorno obnašati. Ampak ja, ta sposobnost odgovora, kar odgovornost je, da imaš odgovor na vprašanje, tole je realnost, a mi je všeč ali ne, ni zdaj stvar debate. In jaz mislim, ko vidiš, da ni stvar debate, je takšna, kakršna je, imaš odgovor na to, takšna je. Ko pa nisi odgovoren, pa rečeš, ne, ni taka, jaz se bom na silo probal spremeniti in meni se dogaja krivica in drugi ljudje so takšni pa takšni, jaz jih moram spremeniti, drugače se morajo obnašati, družba mora drugače potekati. Ne? V bistvu si neodgovoren, ker nimaš odgovora na vprašanje, zakaj je realnost zate taka, kakršna je. To pa vse ne pomeni, da se nehaš truditi, da izboljšuješ svet. Tudi to je odgovornost. Ampak začne se s tem, da sprejmeš, takšna je bila preteklost, takšna je sedanjost zaradi tega, prihodnost je pa lahko drugačna, če jaz sebe spremenim, ne druge. To je odgovornost. Ker imaš odgovore na vprašanja, takšna je tvoja realnost. In jaz vidim ljudi, ki živijo v isti realnosti ali pa podobni realnosti, pa imajo notranjo, totalno drugačno realnost. Vidijo dosti bolj negativno svet, krivično, počutijo se odtujeni in želijo pol to navzven spreminjati. In kakor sem videl, se ne da to po tej poti. Najprej moraš notranje spremeniti stvar, ali so to prepričanja, vrednote, poglede. Začne se verjetno s sprejemanjem, ali pa ne, začne se z zavedanjem. Zavedanje, sprejemanje. Ja. Pol pa takoj potem je sprejemanje tega, česa se zavedaš. In to so dobri temelji za spremembe, se mi zdi. To so edini v bistvu temelji za spremembe. To sem videl pri sebi, ko sem na silo hotel z nesprejemanjem spreminjati, sem vedno trčil v zid, ali pa bil sem kot ta muha, ki hoče priti noter čez okno in se zabija in se zabija in se zabija in enostavno nima zavedanja, da je to neka snov, ki je prosojna, ampak ne boš mogel priti česa. In kolikrat se moraš zabiti, je pa pol vprašanje zavedanja, pa odnosa samim sabo, da vidiš v bistvu realnost takšna, kot je. Zdaj, ko smo šli na ta notranji svet, me zanima, kako recimo to neko to duhovnost oziroma to notranje delo, ki si ga naredil na sebi, tudi potem inkorporiraš v svoje podjetje, v podjetništvo, ker v bistvu dosti krat sta ta dva svetova ločena. Duhovnost, podjetništvo, eno je tako drugo je pa prav materialno. Malo si se ustavil pri tem, malo je ta intuicija. Me zanima še kakšni aspekti, ki jih inkorporiraš in v Astro in v svoje podjetje, pa recimo odnos med zaposlenimi, co-founderji in tako. Ja, ful dobro vprašanje, s katerim sem se ful ukvarjal in mogoče lahko začnem s tem, da se vprašam, zakaj počnem to, kar počnem. In to je lahko karkoli v življenju. Zakaj grem v fitness, zakaj probam zdravo jesti, zakaj delam sploh podjetje, zakaj delam podcast. In takrat, ko je odgovor, če si iskren lahko sam sabo, delam zase, zato ker imam nek manko in se hočem rešiti. Je en level. In če se tega zavedaš, je to že
99% bi jaz rekel, a ne? Ker pa imaš šanso sploh to uvideti pa spremeniti mogoče. Ne? Doskrat je problem, če delamo stvari zase, pa izključno zase, pa se ne zavedamo, da s tem škodimo drugim in na koncu tudi sepa. In odgovor na vprašanje, zakaj nekaj delam, če ima noter tudi aspekte, delam zase, ampak tudi bo koristilo drugim, se pravi, to pomeni zaposlenim, to pomeni ljudem, ki so na tem projektu, da se jim life izboljša, da delajo nekaj, v čemer čutijo smisel, da so ponosni na to, da so del te zgodbe, da so Slovenci ponosni, da delamo tako podjetje iz Slovenije, da plačujemo te davke, ki jih plačujemo, da konec koncev, najpomembnejša stvar, da uporabnikom izboljšamo življenje s tem, ker so prišli v stik s tem podjetjem ali pa s to energijo. In mi delamo nekaj, kar se večina ljudi strinja, da je dobro. Se pravi, pomagamo ljudem do znanja na bolj dostopen, na lažji način. In če to verjameš, ker jaz to res verjamem, to ni floskula za mene, notranje, jaz to res verjamem, da je to dobro, je to dovolj. Boš s tem z boljšo energijo ustvaril, kot če bi ustvaril z energijo. Jaz sem tukaj, da zaslužim, jaz sem tukaj zato, da me bojo ljudje spoštovali, jaz sem tukaj zato, da bojo ljudje me cenili, poveličevali, da bojo moj ego dali na pedestal, pa še jaz dam svoj ego na pedestal. To je lahko pot v peku, kljub temu, da zaslužiš veliko denarja, ampak veš, da je pol bilo to prazno pa votlo, ker nisi mogel rešiti te glavnega manjka, ki ga imaš, zaradi katerega si začel to delati. In to je, da imaš pomanjkanje ljubezni. Do sebe pa ne čutiš jo od okolice. Zdaj, zakaj ne čutiš? To so verjetno kakšni iz otroštva stvari, iz okolja stvari, iz DNK-ja, mogoče so se kakšne travme prenesle od prednikov. In zavedanje je začetek tega. Zavedanje odgovora na vprašanje, zakaj počnem to, kar počnem v življenju. In zdaj, ko si rekel za biznis, to je meni dovolj, kar se tiče spiritualnosti. Ne rabi biti nič nadnaravnih bitij ali pa nematerialnih stvari, ki se dogajajo, ki jih znanost ne razume. Sploh ne rabiš iti toliko daleč, da to opišeš kot duhovnost pa spiritualnost v biznisu. Se pravi, da ne delaš izključno zase in da to resno misliš. Ja, jaz recimo tudi zmeraj bolj opažam in pri sebi in recimo pri dobrih praksah, kot se recimo tudi vi. Če delaš nekaj res z dobro energijo, tudi to energijo daš v produkt in tu se mi zdi tudi dodatno pripomore k nekemu uspehu ali pa tudi uporabniški izkušnji. To je zelo zanimivo, kako se te energije potem presnavljajo, premikajo naprej, prenašajo in ja, zelo zanimivo, kako potem lahko že samo to, če najdeš nek ta močen namen oziroma močno poslanstvo, kako lahko potem spreminjaš svet na boljše. Itak pa se začne pri tebi, ko se rekel, prvo mora vsak pri sebi poštihtati in potem, kad ti postaješ boljši, postaje boljši tudi svet okoli tebe. Oziroma boljš delaš za svet. Ja, mislim, čisto konkretna svalaha. Recimo, če imaš ti glavni cilj v glavi je, da pomagamo ljudem, in sekundarni je, da mi zaslužimo. In če bomo mi pomagali ljudem, nam bojo oni pripravljeni plačati denar. Če bi bil denar nad tem pomaganjem, bi ti čisto eno drugo odločitev naredil v primeru. Mi smo naročniški biznis, naročniški biznis model. To pomeni, da se nekdo naroči in mu vsak mesec stegnemo iz kartice denar ali pa na leto. No in mi prodamo letno naročnino in on uporablja celo leto in pridejo poletne počitnice in pride september in 12 mesecev je minil in njemu smo stegnili spet 120 evrov iz kartice in on zdaj nam piše. Reče, jaz sem zdaj na faksu
jaz sem pozabil se odjaviti in 120 evrov mi je zdaj stegnil. Dva tipa biznisov sta. En biznisi rečejo, sorry. To so kakšni ameriški, doskrat se je meni to zgodilo, ali pa so kakšne take prakse, free trial, na letališču sem enkrat Wi-Fi vzel, ni bilo jasno, da gre za naročnino, jaz sem mislil, dam 7 evrov. In sem dal 7 evrov in sem pač uporabljal internet in po 7 dneh, ali pa po 3 dneh, so mi letno naročnino zaračunala. Ne? In sem jim pisal in noben ni odgovoril. In sem rekel, ok, to je biznis model, ki ima očitno v prvem planu ima zaslužek. In ti moraš maksimalno estrahirati keša od svojih uporabnikov. V redu. Jaz sem bil slabe volje, verjetno nikoli več ne bom na tem letališču in oni si lahko to pač prvoščijo, da mini skeme delajo. Ne? No, ker se pa to pri nas zgodi, mi imamo pa politiko, da vrnemo pač keš, če ga on hoče, ga vrnemo nazaj. Damo jim ene druge opcije prej, če hočeš ti lahko pauziramo, pa ko boš hotel, pač spet odklenemo, pa boš imel zastonj, lahko daš v dobrodelne namene, ker imamo partnerski program, kjer dajemo zastonj naročnine ljudem, ki si ne morejo privoščiti, lahko daš v ta sklad to, nekateri se odločijo, da dajo 50% tja, pa jim sam 50 vrnemo, lahko ti pa vrnemo. Ne? In v bistvu to je samo en primer, ene odločitve, ko jo ti narediš, ko imaš vrednostno lestvico posortirano na način, da je user prvi, pa pomoč njemu, drugi je pa denarne. Ampak kaj se na dolgi rok zgodi? Jaz verjamem, da bomo mi zaradi tega več zaslužili na dolgi rok. Ampak to je samo moja vera. Mogoče ni res in je vsem, če ni res, ker se mi dobro počutimo, pa pomagamo, ampak jaz mislim, da je res. In v bistvu je to pol čisto egoistično dejanje, da mi temu vrnemo nazaj denar. On naprej govori vsem, da smo cool, pa da ga nismo skemali. Word of mouth stvar. Mogoče bomo mi enkrat lider v Evropi na tem področju, lider v Latinski Ameriki in te prakse se bojo dogajale, ali pa tak način word of mouth, od ust do ust, se bo akumuliral onkraj naših zaznav. Mi ne bomo vedeli, da se to dogaja. Ampak ti imaš neko vero, mogoče se bo pa to dogajalo. In tako bi jaz rekel, da je duhoven biznis, da ti prepustiš vesolju ali pa realnosti, da sama odigra svojo igro, takšna kot je, ti si pa z dobrimi nameri, pa dobrohoten si bil, si ga ustvaril. To pa ne pomeni, da si dobrodelna organizacija, to ne pomeni, da ti nočeš zaslužiti, to ne pomeni, da ti nimaš vere, da je profit izredno pomemben za vsak biznis, da lahko sploh raste, da lahko motivira svoje zaposlene, da lahko motivira nas lastnike, da si mi lahko enkrat kupimo, jahte celo. Jaz nimam nič proti temu. To meni ni nespiritualno ali pa neduhovno. Tako no. Ja. Tudi, če si ne priželiš denarja, je spet neka prepričanja znotraj sebe imaš, da je to slabo. Ja. In verjetno zaradi tega si nočeš ustvariti nekaj denarja. In tako. Ker spet ni duhovno. Ker če bi bil duhoven oziroma spiritualen, bi se mogoče tega zavedel, zakaj si tega ne želiš. Mislim, neka opaska. No. Mogoče jaz bi sam rekel to, da neduhoven ali pa nespiritualen ali pa duhoven ali pa bolj duhoven ali pa manj duhoven niso koristni izrazi, zaradi tega, ker en je lahko samo v stiku s sabo, v zavedanju, ali pa ne. In to pomeni, da je lahko nekdo v stiku s sabo in reče, jaz hočem imeti 3 jahte. Ampak je toliko v stiku s sabo, jaz bi rekel, da je lahko duhoven. A veš, ne? Ja, se lahko duhovno tudi pomeni to, stik s tabo, da si povezan sam s sabo, da si povezan z življenjem. In stik s sabo ti po mojem omogoči, da identificiraš, ali pa da se identificira, niti ne ti, kaj je ego, kaj je pain, iz kje izhaja moja tendenca, da bi pomagal drugim. A veš, ker lahko je tako, iz ega izhaja moja tendenca, da bom pomagal drugim. In navzven jaz gledam kot duhoven. Noter
pa nisem v stiku s sabo, ker ne vem, da to delam samo zato, da sebe rešujem. Iz bolečine, ne? Iz bolečine, ki se je ne zavedam. A veš, navzven zgleda to Mati Tereza. To je v bistvu duhoven človek, pomaga drugim, žrtvuje se, ne? Noter pa nalaga pričakovanja, kaj bo on dobil nazaj. In samo vprašanje časa je, da ta bomba eksplodira in reče, Bog, lej, kaj sem jaz vse naredil in nisem dobil nazaj to. In potem boš mogel plačati zavist, potem boš mogel plačati to, da drugim ne privoščiš dobrega življenja, ker ti misliš, da bi tvoje življenje moglo biti boljše, ker si se toliko odrekel, ampak odrekel si se z figo v žepu. In ja, duhoven si izgledal, bomba je pa pol počla. Ne? In zgodba v Bibliji obstaja, Cain pa Abel, ne vem, če poznaš, to sta dva brata. To je v bistvu, mislim, da na prvih parih straneh, se pravi sta Adam pa Eva, geneza, potem pa pridemo do njunih potomcev, ki sta brata Cain pa Abel. In Abel, oba sta pastirja in en v bistvu žrtvuje Bogu vse, pa ima nek odnos z Bogom, pa je tak pobožen, pa daje, pa odreka se, pa žrtvuje. Njegov brat pa tega ne dela. In njegov brat je vedno na boljšem. Boljš mu gre življenje, več sreče ima, enostavno boljše stvari se mu dogajajo in v Cainu se začne v bistvu zavist in začne se mu neko psihološko stanje tega, da je neferto in ubije svojega brata. In ubije svojega brata in takrat se pred Bogom on skrije in ne more se skriti pred Bogom in mogo je plačati pač to svojo akcijo, ki je naredil. In kot jaz vidim to zgodbo ali pa ta nauk je, on je vedno se žrtvoval pa dajal daritve Bogu z figo v žepu. Se pravi, on je pričakoval nekaj v zameno. In ko je videl, da nekdo drug dela drugače kot on, pa je na boljšem, to ni mogel sprejeti. In v prvem levelu bi rekel, Cain je ful spiritualen, ker ima odnos z Bogom in se žrtvuje. V bistvu bi bil pa njegov brat to. Tako, zanimivo. Zanimivo, ja. Tudi ločiti med temo, ali delaš dobro, ko se je zdaj omenil, ali delaš dobro za dobro samo, ali delaš dobro z nekim pohojem. Tle pa spet pridemo do tega, da se zavedaš tega, prepoznaš to v sebi, delaš na sebi in to probaš spremeniti. Ja. Jaz zadnje čase začenjam moliti. Ne vem, komu molim, ampak nečemu. Ne vem, ali je to znotraj mene, je to zunaj mene, ali je to oboje isto. Ampak molim v bistvu ne za outcome, se pravi za neko posledico ali pa za nekaj, kar bi si jaz želel, ampak molim bolj za, prosim za stanje duha, ki me lahko sreča včasih in to je stanje ponižnosti ali pa to, da se zavedam, v bistvu molim za zavedanje, da razumem v čim večjih situacijah, da me moja nadutost, da me bo stala. In samo zavedanje tega, da me bo stala, me prepreč to, da sem naduta. Vedno, ko sem bil v življenju nadut, vedno, ko sem mislil, da vem, vedno, ko sem mislil, da vem za druge, sem dobil isto lekcijo, kot so jo oni imeli, mogoče še hujšo, ki me je čist poteptal, pa ponižnega naredil. In to je bil dar spet. Ampak zdaj molim, da vnaprej ne bi rabil tega daru dobiti, da bi se zavedel, da nadutost me ne bo nikamor pripeljala in ob vseh stvarih, ki se mi dogajajo v življenju, z vidika uspehov, zunanjih, materialnih, konstantno trkajo na moj ego in ga hočejo, ta sila ga hoče poveličevati, hoče ga dati na pedestal.
hoče ene stvari in tega me je strah. Tega me je strah in molim, da ne bojo te sile tako močne, da bi jaz počepnil po tem. In se mi zdi, da verjamem, da deluje. Ja. To je tudi neka vrsta manifestacije, ne? Kadar si ti predstavljaš oziroma verjameš, da nekaj bo, potem tudi prije do tega. Ja, sploh psihološke stvari. Ja. Če si jaz predstavljam, da bom dobil avto, je to težje, ker je to zunaj mene. Ful enih stvari se mora zgoditi, da imam jaz nek ful hud avto, ki si ga želim. Ampak to, kar je pa znotraj nas, naše misli, pogledi, kdaj smo v zavedanju, kdaj nismo, to pa se mi zdi, da ta manifestacija, lahko rečeš, ful več moči ima, ker je stvar znotraj tebe, obe stvari sta znotraj tebe. Avto je pa zunaj tebe. In več dostopa imaš do notranjega stanja. Tako da verjamem, da deluje in po moje se da to čisto znanstveno dokazati. Imel sem izkušnjo, ko sem izpit za avto delal. In v tistem obdobju, mislim, da je 2 meseca to trajalo, da sem imel vožnje, pa bil v procesu, sem na ulicah konstantno videl avtošole. Konstantno. Ker zdaj jih ne. Zdaj, če bi me vprašal, kolikrat si videl avtošolo v enem letu, bi rekel 2-krat. Število avtošol na cesti se ni toliko spremenilo. Ampak moja naravnanost se pa je. In mi je nekako ven iz realnosti skočil tisto, na kar sem fokusiran. In zdaj, če gremo na to manifestacijo, če sem jaz vsak dan imam prakso hvaležnosti ali pa meditacije, sprejemanja, molitve, se boš naravnal tako, In boš večkrat, ko bo prišla, pohvala ali pa nekdo te hoče poveličevati, pa boš ti to zdaj vse sprejel, to vse, koliko sem jaz hud, pa dober, boš prej se zbudil iz tega pa rekel, prosil sem za ponižnost, dobil sem zdaj priložnost, ker sem se spomnil. In večkrat te bo to srečalo, po moje. A si imel kaj tega procesa, manifestacije tudi pri podcastu, pri Astri, ali tem je bilo pa čisto prepuščanje? Ali si verjel, da lahko ven z tega kaj nastane? Podcast je bil malo drugačen, ker sem se zavestno na začetku odločil, da ne bom dajal pričakovanj na njega, ali pa planov, ali pa ciljev, ali pa ne bom razmišljal o prihodnosti, kam to gre, pa kam to lahko pride. Valjda me je to vse presenetilo, kar se dogaja. Ne bi si mogel tako zamisliti, če bi si zamislil. Tako da tam nisem imel, po moje, neke zavestne prakse, manifestacije. Jaz sem to delal sam z ljubeznijo in konsistentno, kar je pač isto. In se je to vse zgodilo samo. Pri Astri je pa začetek bil podoben, kasneje sem pa rekel, a grem lahko jaz nekaj drugega še preveriti. A lahko jaz v svojih meditacijah se samo vprašam, kam to mislim, da gre, pa kam bi bilo dobro, da gre, ampak ne zame, ampak tudi širše. In dobil sem odgovor, da gre veliko dlje, kot smo si mi zamislili, ali pa kar si lahko zamislimo. In to je zdaj to stanje. A veš, prej sva začela, sem ti rekel, da je Andrej šele zdaj rekel, zdajle pa mi lahko šele začnemo s to zgodbo. 2 leti pa par mesecev obstaja, ampak on ima občutek, da zdajle šele lahko začnemo. In jaz v tej sferi, v kateri sem opisoval, ko delam te meditacije ali pa ko se vprašam, res to drži. To bo po moje zelo velika zgodba, večja, kakor si kdorkoli v našem prostoru lahko predstavlja. Veliko več vpliva bo imela, kakor je imel skoraj kjerkoli produkt
v zgodovini digitalne revolucije. Zato, ker neka taka popolna nevihta se je zdaj zgodila. Ne? Se pravi, imamo naprave, ali so to računalniki, ali so to mobilni, ali so to pametni telefoni. Naprave so poceni. Povezali smo svet z internetom. Zdaj ga Starlink celo mimo kablov povezuje, tako da bo še več dostopa za vse ljudi. In pa najmočnejše, največje firme na svetu delajo največje vložke v zgodovini človeštva v te datacentre, da bojo trenirali AI in servirali AI tehnologijo nam, ljudem. In Astra je se znajdla v središču te nevihte, kjer vse to povezuje z namenom, da omogoči nekaj, kar je ful vredno, se pravi znanje, pa da poteši radovednost ljudi po celem svetu skoraj zastonj. In jaz ne vidim, če se vprašam, vse te sile, ki potiskajo, vse te 3 sile, ki potiskajo stvar v to, pa ta sila tega, da je to dobro, da imajo ljudje več znanja, pa da svojo radovednost pa svojo kreativnost lahko boljši izkoristijo, pa prispevajo k svetu nazaj. Jaz mislim, da je to neka taka zmest, ki ne vidim, da bi lahko šla drugače, kot zelo globok pa daleč. Tako, če se vprašam. In zdaj, a imam jaz vpliv na to, da manifestiram to? Ne vem, mislim, da mogoče ne, ampak ni pomembno, ker so te sile toliko močne, da se bo to zgodilo. To se bo zgodilo in jaz ne rabim manifestirati tega. To je neka meta manifestacija. Ne? Jaz v bistvu sam vidim, kaj se dogaja. Ni pa od mene nič odvisno. Tako. Zanimivo. Razmišljam zdaj, da ni nič od tebe odvisno. Recimo, dali ste produkt ven, pa itak moš dobro zapeljati marketing, a to je tudi ni od tebe odvisno, na kakšen način bo zapeljal marketing, oziroma kakšnega človeka boš dobil, ki te bo peljal marketing, ali to. Mlej, jaz se lahko jutri zbudim, pa se nekaj zgodi v možganih mojih in jaz zgubim vso motivacijo za delanje tega projekta. A je od mene pol odvisno? Razumem, ja. A veš, jaz imam dar, me vsak dan sreča, da komi čakam, da vstanem in da delam na tem projektu. Iz kje to pride, jaz ne vem, ampak to sigurno ni moja odločitev. Zato, ker to ni moja odločitev, govorim, da ni od mene odvisno. Bom pa jaz naredil te stvari, ja. Ali pa naš tim bo to naredil. Vse je zelo kompleksno, ne? Ampak mislim, da ne, da smo mi vsi na nekem toboganu ali pa na vlakcu smrti in v bistvu sam lahko uživaš in gledaš, kaj se dogaja. Ti ne moš nekaj upravljati, ne? Čeprav tako zgleda. To sem tudi jaz na svoji koži že večkrat doživel, ta daoistična teorija, wu-wei, se pravi ta delo brez napora, oziroma samo prepuščanje, spuščanje in samo tisto, kar prije do tebe, daš ti vse od sebe in pole vidiš, kako se stvari med sabo poklopijo. Ful zanimivo. Ne? Ja, to je v bistvu akcija brez energije ali pa akcija brez truda. Napora, ja. In to zgleda za enega tretjega kot navadna akcija. Kako pa noter zgleda, pa kako se čuti, je pa lahko brez napora. Ne? In to je neko podobno temu stanju flova, bi jaz rekel, kjer ti bolj prevzemaš vlogo opazovalca, ne pa akterja. Ne? Ti v bistvu gledaš akterja. Jaz, karkoli že jaz sem, gledam Klemna, ki se trudi in dela te marketinške stvari, ali pa pač vodi podjetje, ali pa tako ne. Do tega flova, ki si tudi na začetku že omenil, tudi ti prija naravno, ali imaš tudi kakšne prakse, ki ti pomagajo pri tem flovu? Ker recimo na flovu so tudi narejene raziskave in tako na produktivnosti, kot tudi potem na športnikih, kako lahko ti dosežeš flow tudi namensko oziroma z željo. Ne?
napor mora biti, oziroma izziv mora biti ravno pravi, ne sme biti premajhen, ne sme biti prevelik, pa recimo binauralni toni, pa kofein, pa namen oziroma poslanstvo. Pa me zanima, kako pri tebi. Vse malo si že nakazal, da prije to samo, ampak so tudi kakšne prakse, ki jih implementiraš v svoje življenje, da še pomagaš bolj do tega? Tudi te prakse, tudi kava, recimo, ki je meni zelo blizu kot rastlina ali pa substanca, kofeina, ne, ima neko svojo frekvenco pa energijo, s katero lahko ti zaplešeš. Ne. In se mi zdi, da je naša zahodna civilizacija zelo veliko plesala s to rastlino. Ne? In ima svoje negativne učinke in pozitivne. Ne? Tako da spet smo tukaj prijemo do zavedanja. Ne? Ampak če sem neki zavestno delu, ki sprašuješ, bom rekel ful konkretno, je to, da se konstantno sprašujem, kaj je moje, kaj je zame, kaj pa ni zame. In to si tako vprašaš, da je tole delo ali pa ta test, ki ga imam, a čutim, da je to zame. A sem jaz dober v tem, a me vleče v to, ako mi čakam, da to izvedem. In ko je odgovor ne, jaz takoj poiščem nekoga drugega, da to naredi. In to že zadnjih 10 let delam, da se vprašam, a je to zame ali ni zame. In ko ni zame, outsourcam ali pa delegiram. Ali pa zdaj še AI pride, lahko zautomatiziraš v bistvu ta task. Ali pa še boljš delegiraš, da nekdo drug zautomatizira. Ti v bistvu imaš toliko imaš nivojev tega. In da se ne silaš in ne plavaš proti toku sebe. Ker to je v bistvu, a veš, dostikrat rečejo, plavaj s tokom. Ampak tok je ponavadi zunaj nas. In rečemo, jaz sem kakršen sem in grem v reko in reka ima tok. Tudi znotraj tebe je tok. In znotraj tebe je več aspektov tebe. En hoče to delati na silo, en del ne mara tega. In a se lahko vidva pogovorita in rečeta, ni mi treba tega delati, in daš na stran in kar naenkrat spet se samo, ostane samo tisto, kar je zame. In to, kar je zame, bo instant flow. Okay. Tako da ne rabiš, a veš, ljudje, ki se sprašujejo, se mi zdi, predvidevam, ne morem padeti v stanje flowa. Ne morem začeti, prokrastiniram, moram se učiti, pa ne gre. Zato, ker je odpor v tebi do tega. Ko boš najdel nekaj, ki ne bo odpora, se ne boš sploh spraševal, kako flow, kako ne flow, ampak se bo sam zgodil, ker te bo povlekel. To jaz ful verjamem. In taka družba, že ko se rodimo, pa gremo v šolo, instantno dobimo stvari, ki niso za nas. Ker ne more biti za vse. Eni prosperirajo v šoli, pa so v stanju flowa, pa imajo 5, pa tako. Eni pa, recimo jaz sem bil tak, nikakor ne more. Se pravi, skozi imam občutek, da proti toku plavam. In šele, ko sem prišel ven iz šolskega sistema, sem jaz rekel, kje pa zdaj tok moj, in sem šel bolj z njim. Predtem je bilo pa konstantno proti toku. In tako družbo imamo, rečemo, pa če ne morajo delati neke službe, ki jim niso všeč, morajo študirati nekaj, ki jim ni všeč. Ne. Zakaj mora biti tako? A bi lahko mi tako družbo zgradili, ker bi večina ljudi bila v flowu pa s tokom. In eni rečejo, ja, to je, mogoče, ko poslušajo, rečejo, to je ful naivno, ali pa to je ful tako, gledaš na svet zelo poenostavljeno, pa z nekimi rožnatimi očali. Ampak zakaj pa ne? A ne, tehnologijo bomo imeli bomo robote humanoidne, avtomatizirali bomo lahko dela, ki jih noben ne želi upravljati, ali pa zelo malo ljudi jih želi upravljati. Tisti, ki jih želijo, je lahko še vedno, pa bojo pač nek premium segment imeli čez. Ostalo pa lahko delegiramo mašinam. In iz tega vidika bi tehnologija lahko služila nam in odprla ful enih potencialov, ki so zdaj zatrti. Zatrti so potenciali v ljudeh, ki nimajo flowa, ki s trudom, s trpljenjem hodijo v službo
in čez svoje življenje. V njih se pa skriva nek talent, nek potencial, da bi ful bolj prispeval nazaj k nam. In mi jih rabimo. A ne? Side effect je, da bi njim bil boljši life, ampak glavni efekt je, da bi oni bolj prispevali v družbo. In tudi, ko bi domov prišli, bi verjetno bili manj pod stresom ali pa razdražljivi. Drugače bi se obnašali do žene, moža, do otrok, ker bi cel dan ustvarjali in bili v skladu s sabo. Kakšni so efekti pol na te otroke, pol naprej. In to je vse nekaj, kar imamo res priložnost, da naredimo v naslednjih 50 do 100 letih. No. S to tehnologijo, ki jo bomo imeli na voljo. Se strinjam s tem, kar si povedal, se mi pa zdi, da včasih preko se lotiš neke stvari, ti preprečuje odpor, da bi se tega lotil. Recimo Stevena Frevcvilda poznaš tudi ti, si tudi omenil njegove ideje, recimo on govori to njegovo zgodbo, njemu je bilo zmeraj namenjeno, okay, če to verjameš pa ne, da bo pisal knjige in poljudno znanstvene in pač malo bolj te fiction, oziroma fiction, non-fiction, ampak njega je celo življenje držal nazaj ta odpor od pisanja. In ta odpor, on pravi, da je bil ustvarjen strani ega, ego si pa ni hotel te spremembe, ni hotel, da on doseže tega potencijala. Jaz mi zdi včasih te drži tudi ta odpor nazaj, da se sploh tega ne lotiš in zaradi tega tudi ne dobiš flova. Tako včasih je tudi to, da moraš malo na silo, ti si odpor z glavo skozi zid zareči in potem, da dosežeš tisti flow in potem se začnejo stvari odvijati naprej. Mislim, kolikor sem jaz njega razumel v tej knjigi, kako sem jaz to prebavil, ne? Ni bilo na silo premagi resistance, ampak z razumevanjem, kaj to je, se bo sam odmaknil. Ne? Ker če ti razumeš, ne, da je to strah pred tem, kaj si bojo ljudje mislili o meni, ali pa strah pred tem, a bo to dobro, kar bom sproduciral, že samo zavedanje, že samo razumevanje da manj energije temu in manj resno jemlješ ta del sebe in pogreš to pač narediti. Če greš ti kljub temu, se pravi, da imaš velik odpor do ene stvari, na silo deluje to za nekaj časa. Ampak jaz mislim, da prava kreativnost, prava ustvarjalnost zahteva konsistenco in dolgo obdobje. In ti moraš imeti rajše eno enačbo v glavi ali pa v sebi noter, ki bo podprla dolgo obdobje. In to, da ti na silo vsak dan premagaš resistance, mislim, da ne bo dolgo obdobje moglo biti. In to danes vidiš, ne, ljudje začenjajo podcaste. In na začetku gre. A ne, ti na silo premagaš resistance, ne? Ampak potem nehajo. Zakaj nehajo? Ne? Ker niso po mojem imeli odgovorjenih nekateri izmed njih, ne vsi, nekateri nehajo, kar rečejo, probal sem, videl sem, da ni zame, klukca, nekaj sem spoznal o sebi in o temu načinu dela, zdaj bolj razumem in ne rabim več tega dela, to je super, to je zdravo. Ampak veliko teh pa nehajo zato, ker so na silo začeli. In niso si odgovorili na tisto, zakaj mogoče to delam. Ne? In ta motivacija samo do nekam jih lahko prepeljala, potem pa rata težko, pa pričakovanja niso zadoščena in potem projekt neha. Ne? In tako no, se mi zdi, da razumevanje je veliko bolj pomembno, pa stik samim sabo, da prideš do tega flowa. Kakor prebijanje na silo. Ne? Lepo povedano. Prej smo se malo ustavili pri AI-ju in si predstavil vse potencialne koristi, ki ga ima in za svet in za vsakega posameznika, se pravi, da mu da to moč, ga opolnomoči, da začne in se razvije boljšega sebe potencialno, hkrati pa, da mu omogoči to neko delo, ki je za njega. Zanima pa, kje vidiš pa tudi pasti.
AI-ja, potencialne pasti oziroma pasti, ki se mogoče že zdaj kažejo, pa na katere moramo biti pozorni. Se mi zdi, da smo ljudje bitja, ki iščemo bližnjice v življenju, zato ker je to evolucijsko smiselno. Se pravi, ti moraš s čim manjšo porabo energije doseči maksimalno. In tisti, ki bo po nepotrebnem več energije porabil, bo manj učinkovit organizem. In mi imamo to noter, nekako iščemo konstantno bližnjice. Kako bi se dal to malo tako lažje pride čez. In zdaj, ne vem, lahko začnemo pri šolskem sistemu. Nek trud ali pa neka poraba energije je tam smiselna, ker mi umetno ljudi damo čez proces, da umetno porabijo energijo. Se pravi, ta njegova seminarska ne bo zunaj šolskega sistema k nečemer pripomogla. Tam ne bo nekih novih odkritij. In mi simuliramo v bistvu neko koristno delo, ampak z namenom, da se on nauči nekaj. In zdaj, če imaš ti orodja na voljo, ki ti ta trud zmanjšajo na skoraj nič, smo glavno stvar spustili pri učenju. Sprav, ni bilo truda, ni bilo učenja in pa je to brez veze. Dobili smo izdelek, ki ga noben ne bo pač uporabil in za manj je bilo to vse. No in zdaj, to je primer šolskega sistema. Se mi zdi, da seminarske naloge so konc. Sprav, ti več ne moreš dati otroku za narediti seminarske naloge, pa pričakovati, da se bo on s tem kaj naučil, ker on bo šel domov in za jajom pač večino spisal. Ti moraš imeti pol še nek drug proces, kjer ti njega ustno preveraš, a on sploh razume to, kar je pisal, a se on poglobil v to. In to je v šolskem sistemu pač ena problematika. Druga problematika je pa to, da mi iščemo bližnjice do dopamina, seveda. In AI tehnologija ti bo lahko producirala verjetno vsebine, ki sprožajo dopamin, ki jih dobiš zelo brez truda. Verjetno boš odprl telefon ali pa boš dal VR očala gor, Apple Vision Pro, in boš cel dan scrollu, ampak ne tako ozek kvadratek, ampak svetove boš scrollu. Simulacije za tebe personalizirane z namenom, da ti sproža dopamin. In človek, ki se ne zaveda, da njegov organizem hlasta po bližnjicah, bo zapadel v spiralo, iz katere verjetno ne bo mogel ven priti. In mali delček tega že vidimo zdaj. Imaš na telefonu TikTok, niso sicer AI vsebine, mora en trud vložiti, mogoče celo taki, midva zdaj kle sediva, pa neko energijo vložva v to, nekdo bo to zrezal in bova dala na TikTok. Se pravi, nekaj je bilo truda pa energije vloženega. Za jajom pa ne bo. In bo poplava te vsebine, ki nisi rabo nič energije za to. In to, da si konzumiral, tudi nisi nič energije porabil. In mislim, da to je prevelika bližnjica do dopamina in veliko ljudi bo po moje zapadalo v to. In to bo veliko negativnih aspektov ali pa veliko negativnih posledic bo mogla naša družba plačati ali pa sprocesirati zaradi teh velikih sprememb, ki prihajajo. Verjetno obstaja še vojaška industrija, skoraj vsaka industrija, ki bo imela negativne v kakšnem smislu posledice. Vojaška industrija? Razčlovečil boš v bistvu že zdaj je ubijanje razčlovečeno ali pa ljudje, ki so vojaki, pa recimo upravljajo nek dron, vidijo neko tarčo in tam so ljudje in ne čutijo nobene empatije in jih uničijo njihovo življenje. Ko ti to zautomatiziraš, da niti ni človeka zraven, ti totalno zmanjšaš empatija sploh ni v tej sferi, empatija sploh ne obstaja, zato ker AI sistem nima čustev in ima cilj in ta cilj bo dosegel
brez tega, da pomisli, kakšno trpljenje bo mogoče povzročil. To je primerno, ne vojaške industrije. Ne. In lažje bo ubijati, no, tako pravim, in to ni dobro. Ubijati mora biti neskončno težko. Čim bolj težko mora biti ubijati. In to moramo narediti z zakoni, z, ne vem, pritiski, in to imamo vedno bolj, ne? Včasih se je več ubijalo, kot se zdaj. Zaradi teh pritiskov. Ne? Religija je dala neke pritiske, pravni sistem je dal neke pritiske, družbena pogodba med nami, če ti jaz zdaj rečem, da sem 2 človeka ubil, boš ti na mene drugače gledal in tako je prav. Ne? V bistvu konstantno čutimo pritisk proti temu, ne? In ne smemo tega zgubiti. Kako pa recimo vidiš vpliv AI-ja na osebno rast, duhovnost, ne duhovnost, duševnost oziroma ta notranji svet, psihološki, mentalni in tako naprej. Spomnim sem poslušal en vaš remote podcast, kjer ste govorili, prišel je ven njih ChatGPT-5 in so se potem shiftali modeli in kako so nekateri ostali vezani na tist bolj čustven model, ki je bil 4.4. In ko se je zamenil model, so kar naenkrat zgubili tega svojega terapeuta oziroma prijatelja. To je negativni vpliv, smisel pa, da ima lahko tudi pozitivno. Da imaš nekoga, če nimaš mogoče nobenega, s katerim bi se lahko pogovarjal, da imaš mogoče te modele, čete, kjer ti lahko neke stvari razjasni, pa ti da neko oporo in tako naprej. Kako ti vidiš te reči? Pluse, minuse? Ful zanimivo, zato ker veliko mojih prijateljev uporablja LLM modele, se pravi te ChatGPT, Grok, Claude, za namene, nočem reči terapije, ampak z njim se pogovarjajo tudi o osebnih stvarih, se pravi o svojih odnosih, kaj narediti, o biznisu. Se pravi ga v bistvu uporabljajo kot nekega prijatelja, svetovalca, brainstorming buddyja. In veš kaj ti moram reči, ne? Da jaz, pa ne vem zakaj, nikoli še nisem uporabil LLM-a na ta način. Nikoli. Jaz vedno, mogo bi prav iti zgodovino pogledati, pa ti pokažem. Neke številke sem mu dal, naredi mi to analizo, da mi ta tekst piš, ta mailing delamo, to hočem, da mi pomagi napisati. Se pravi, mu dam kot nekemu delavcu, ki ga ne tretiram kot človeka, ne pripisujem mu nobenih človeških lastnosti, ne sprašujem ga nikoli o čustvih, o mnenjih glede čustvene stvari, ampak bolj kot kalkulator ga uporabljam, če ima to neki smisel. Ampak kalkulator, ki je mnogo bolj napreden. Lahko mu daš neurejene stvari, lahko celo rečeš, ne znam to zaračunati. Kako bi bilo najboljše to zaračunati? Kakšni podatki mi manjkajo? Kaj ti misliš, da bi mogel še dodati? Vedno sem ga na ta način uporabljal, pa ne vem zakaj, ali imam nek odpor, ali težko padem v to igro simulacije, da je to oseba ali pa nekaj, kar je podobno osebi. Ne vem zakaj. Če me tako vprašaš, kaj si jaz mislim o tem, mislim, da to ni dobro. Verjetno je v nekih aspektih pozitivno, pa ti da nek drug pogled, pa ti lažje razrešiš kakšno stvar, ko imaš mogoče s partnerko. Se dobre nasvete daje, ker ima v bistvu vso znanje človeštva ima not nekako zazipan ali pa stisnjeno, ne? In dobre stvari lahko pridejo ven. Vem, da moj prijatelj recimo uporablja tako, da zelo natančno opiše svoje sanje. Zelo natančno, vse detajle in reče, zdaj mi pa to razlož čez prizmo jungovske psihologije, pa daj mi čez prizmo freudovske psihologije. Ne? In v bistvu, ko vidim te pogovore, je tako, wow, pomagati v bistvu imeti odnos s svojimi sanjami. Ne vem, zakaj jaz tega ne delam. To se mi zdi še nek level, ki je lahko zdravo. Ampak čim greš ti onkraj tega, pa začneš preveč verjeti tej simulaciji človečnosti, jaz mislim, da tvoje telo nekje noter podzavestno, nekje bolj pod površjem zavrača to, ker ve,
da druga stran nima zares empatije, nima zares razumevanja, ni zares na istem kot ti. In to je nekaj, kar se ti v pravih medosebnih odnosih, če se ti zgodi, je lahko zdravilno. A ne? Se pravi, da jaz tebi zdaj nekaj povem težkega, kar se mi je včeraj zgodil, in vidim, da me ti poslušaš in rečeš, razumem, nisem sicer imel take, ampak kako se počutiš, in jaz povem, in pol ti tako primerjaš s svojimi izkušnjami, pa rečeš, jaz sem se tako takrat počutil. Ne? In mi smo zdaj povezana, po moje, na neki drugi ravni, na neki čustveni ravni, in jaz se čutim razumljenega in to me pomirja in to mi daje signal, da nisem sam v tem vesolju, da sem vreden, da mi nekdo daje pozornost. In vse to se ne zgodi z AI sistemom. On ti daje pozornost zato, ker je sprogramiran tako. On ti bo dal neomejeno pozornosti, ker nima svojih potreb. In se mi zdi, da ne bo ti vredna ta pozornost nekje deep down, ker on ni žrtvoval nič. Ni žrtvoval svojega časa, ni žrtvoval svoje pozornosti in to zares ni ljubezen. In čim bomo mi iskali v teh sistemih ljubezen, bomo najdel simulacijo ljubezni in deep down mislim, da mi na sebe ne moramo pretentati, da mi rabimo verjeti, da je prava ljubezen tam. A ne? In to lahko verjameš samo, ko si povezan z drugim človekom. Ali pa živaljo. Recimo, jaz čutim s psom, mi smo čisto drugačna, pa drugačen imamo verjetno sistem, ampak ko imamo interakcijo, jaz vem, da on neki čut, neka čustva ima tudi. Pa strah ga je, če grem od doma, pa ga pomirim, pa ko prijem nazaj, je vesel. Ja, sej lahko rečeš, on je tudi robot, zato ker mu hormoni to delajo, pa jaz sem robot, ampak jaz se takrat počutim povezanega z njim. Ne? In ne vem, če se lahko zares počutiš deep down povezanega z AI sistemom, ki hlini človečnost, če ima to nek smisel. Tako da jaz mislim, da te AI terapeuti, AI girlfriends itak, to se ne rabimo pogovarjati, ampak AI terapeuti, ki pravijo, ampak to, kar sem slišal od tebe, boljše je, da imaš to kot nič, a ne? Mogoče se strinjam s tem, ampak preveč spolzek teren se mi zdi. Preveč spolzek teren. Že sam terapeut mislim, da ima problem, zato ker ti si njega plačal, da ti daje pozornost. Ful bolj zdravilno je meni bilo v življenju, moj prijatelj, ki nima izobrazbe, da me posluša, pa se čutim, jaz slišam ga, pa skupaj probava osmišljati to, kar reče v življenje, kakor sem dal terapeutu denar in sem jaz nekje v ozadju vedel, da on tam ne bi sedel, pa mi ne bi dal pozornosti, če ga jaz ne bi plačal. Zanimivo razmišljanje. In sem povezal recimo s tem, ki si rekel, da iščemo neko globjo povezavo in ne bomo dobili z AI-jem. Isto podobno lahko vzpostavimo to usporednico z iskanjem pozornosti preko socialnih omrežij. Se pravi, nimaš dovolj znotraj sebe, oziroma okrog sebe, pa iščeš pozornost na socialnih omrežjih, recimo za content creatore. Recimo jaz se kdaj ulovim v to, če mi manjka znotraj sebe, pa recimo v mojem socialnem krogu, potem iščem zunaj. In pole iščem preko socialnih omrežij, preko svojega kontenta in tako naprej. In malo me nafila, ampak ne prav napolno. Ja. In tu sem slišal eno dobro definicijo, da zasvojenost je tisto, kar ti skoraj pomaga, ampak nikoli ne moreš dobiti dovolj, da bi ti zares pomagala. In pole tukaj se ustvarja ta, pa hkrati je tak dopamin in tako naprej. Ne? Tako da so take zanimive tematike. Ja, to si ful dobro povedal za to odvisnost, da glih toliko mal ti da te pretenta. Ne boš pa nikoli zares dobil celote tega, kar iščeš. In pa si ujet v temu. Zato, ker ti glih mal da ostajaš tam. Ali pa lahko so tudi partnerske veze kakšne. Že glih neki ti da,
ostalo je vse katastrofa, pa ni koristno zate ali pa za svet. Ampak ostajaš, ker neki pa ti da. Ne? In to so najbolj nevarni odnosi. Ali pa službe. Boljša služba je, ker je vse slabo. Zato, ker zamenjaš. Boljša žena je, ker je vse slabo. Ker zamenjaš. Ono, kaj pa vse slabo, ampak ena stvar te pa not drži. Pa tudi potem možgani se tako navadijo, vsake toliko je kriza, je pač abstinenca, potem dobijo šus, pole je spet in pole iščeš podzavestno tudi to, se bo. Ne? In tako naprej, tako da to se tudi dobro poveda. Še me zanima, katere modele oziroma katere LLM-e in ostalo AI tehnologijo uporabljaš ti za svoj vsak dan in za delo in za firmo in tako naprej. Ker zdaj je poplava tega in vsak model se med sabo malo razlikuje, pa eni prave, da boš ta in tako naprej. Kakšen je tvoj pogled glede tega? Ja, v bistvu jaz, ker sem toliko noter v tem, se vsak mesec spremeni moj glavni model, ki ga uporabljam. Zdaj trenutno je Claude od Antropika, Opus 4.6, ki je niti ni po benchmarkih najboljši, ampak to je zdaj najboljš, kar lahko dobiš. Odvisno od dela, ki ga imaš, ali pa taska, ki ga daješ, ampak glavni je zdaj on. In je najbolj blizu, ne vem, tako vsakič, ko se z njim pogovarjam, res začutim inteligenco. Res je to neverjetno. Kada ima Antropik nek skrivno omako, secret sauce, da so uspeli tako natrenirati, da je najbolj človeški iz vidika tega, kako sklepa. Kakšni ostali se mi zdijo preveč robotski. Je pa res, da za večino ljudi, za večino taskov, ki jih imajo, za večino nalog, bo zdaj trenutno vsem, katerega uporabljajo. Če nisi power user, boš dobil po moje podobne rezultate povsod in bo good enough vse. Tok so blizu med sabo, veš ne. Kako recimo definiraš power userja? Ja, nekoga, ki dela zahtevnejše, ki ima zahtevnejše naloge, zahtevnejše analize, zahtevnejše workflowe, ki so ponovadi v biznisu mišljeni. Ne vem, power user je tudi nekdo, ki res piše knjigo ali pa res piše raziskave ali pa res se ukvarja z matematiko, res programira vsak dan. To so power useri in večina ljudi verjetno ne pade v to kategorijo. Mogoče imajo neko službo, delajo z računalnikom, ampak te naloge, ki jih oni upravljajo ali pa ki bi jim lahko LLM pomagal, bo skoraj kjerkoli LLM opravil enako. Tako da jaz se s tem ne bi če res nisi v tem noter, jaz se s tem ne bi ukvarjal. ChatGPT ima dober UX, dober produkt je. Jaz ponovadi ljudem priporočam, da to kupijo mesečno naročnino. Ne priporočam letnih naročnin, zato ker se to hitro spreminja. In jaz, ki sem letno naročnino kupil lani za, ne vem, Claude, je pol leta ni bil najboljši in ga nisem uporabljal, imel sem pa letno naročnino. In pa sem rekel, mesečne naročnine moram imeti, zato ker skozi spreminjam pa switcham. Ampak za večino ljudi bi jaz rekel, da ChatGPT je čisto v redu, čisto dober. Mogoče se lahko malo z funkcionalnostmi znotraj njega igrajo. Recimo Deep Research je ena funkcionalnost, kjer ti pustiš tem agentom, da 15-20 minut raziskujejo splet in ti naredijo res detaljno poročilo, če ga rabaš. Pol lahko te modele znotraj ChatGPT-ja spreminjaš, ko imaš kaj bolj zahtevnega, lahko pro verzijo uporabaš, ker tudi 15 minut razmišlja, veliko več tega sklepanja uporab, reasoninga, se pravi razmišljanja v ozadju, moraš čakati, ampak so ponavadi rezultati boljši. Pa imaš te thinking verzijo, se pravi, da imaš malo bolj zahtevno stvar, pa recimo, da čakaš pol minute, minuto. Za kakšne stvari, ki so pa namesto googlanja, se pravi, katera država ima največ prebivalcev, je pa po moje ta avto, se pravi, ChatGPT, da ne spreminjaš nič, da ti da hiter odgovor, je čisto dovolj. Tako da s temi funkcionalnostmi se lahko malo igrajo znotraj ChatGPT-ja, lahko slike kreirajo znotraj ChatGPT-ja,
imajo tudi dober model. Tako da jaz bi ljudem priporočil, da definitivno kupijo naročnino. Zato, ker doskrat se pogovarjam pa so tudi prijatelji, ki so v biznisu, pa jih vprašam, a sej uporabljaš plačljivo verzijo? Ne, jaz sem kar na tej brezplačni. In mislijo, da je edina razlika v tem, da imaš manj vprašanj na voljo. Ne, v bistvu imaš druge modele na voljo. In če boš resno vzel to revolucijo, ki se že dogaja, pa se bo dogajala, jaz mislim, da največjo uslugo, kar lahko narediš sebi, je, da kupaš eno to stvar in preden karkoli začneš delati, ne začneš s praznim listom papirja, s praznim mailom, s prazno, objavo, prazno analizo, da vedno začneš na ChatGPT-ju in v bistvu splaniraš delo najprej z njim. In tako se začneš spoznavati s to tehnologijo, veš, česa je sposobna, česa ni sposobna, in tako boš bolj pripravljen na to, kar prihaja. Jaz sem tudi, kot številni mnogi, začel na ChatGPT-ju, ampak nisem imel pa plačljive verzije. Sem pa potem s koncem lanskega leta switchnil na Gemini in nekako mi je bil bolj všeč, ker je bil manj robotski, kot si rekel, pa lepše mi je pisal in tako. Je pa res, da nisem imel prej plačljiva ChatGPT-ja, ampak zdaj v zadnjih tednih sem pa slišal od številnih kreatorjev, da je Klot. In zdaj sem še s tvoje strani dobil potrdilo, tako da je malo za se poigrati. Ja, je pa pri Klodu tako, da tega Opus modela, ki je največji model, sploh ne moreš probati na brezplačni verziji. Se pravi, moraš res kupiti. Ampak če imaš resno, če res pogosto uporabljaš teh $20 na mesec, mislim, to takoj dobiš nazaj. Je res. Čakaj, okay. Meni šli kamero. Tako, a še kakšno mogoče zraven LML-ov, je še kakšna ta AI tehnologija, ki jo redno uporabljaš za svoje življenje, za biznis? V naši ekipi veliko uporabljajo video modele pa image modele. Programeri so itak na Cloud Codu. Zdaj zadnje pol leta je bil res velik preskok na tem področju. Res jim pomaga to pri delu. In to bo vedno bolj res. Ampak jaz osebno, ker vodim v bistvu podjetje na nek način, pa sem bolj v Slacku, pa odgovarjam na stvari. Nimam toliko taskov, ki so prav, da bi se jaz zdaj usedel, pa 3 ure delal neprekinjeno nekaj. Takih nalog več nimam. Tako da zaenkrat mi zadostujejo pač te chatboti. Se pa skozi igram s temi agenti, pa ta Cloudbot, ki je zdaj prišel, pa spremljam vse, kar se dogaja res na robu, toliko, da me ne bo presenetila, ko bo nekaj res uporabnega. Kje so pa recimo najboljši viri, najboljše spletne strani oziroma kreatorji, preko katerih spremljaš novosti na AI tržišču? Izključno X. Izključno X. Jaz bi tudi zelo tako rekel, če si v biznisu ali pa te biznis zanima, ali je to e-commerce, ali je to AI, ali je to karkoli v zvezi s tehnologijo, je X daleč najboljše družbeno omrežje za tebe. V bistvu hitro se nauči algoritem, kaj te zanima. Lahko celo pogledaš kakšne ljudi, recimo mene na X-u, pa pogledaš, koga jaz followam, pa pogledaš te ljudi, pa vidiš, AI, kripto, biznis, startupi in pofollowaš in tako se ti instantno algoritem prilagodi, ampak vsi v podjetju, vse novice izključno dobivamo iz X-a. Spletne strani, pa neki novičarski portali, to je po moje že 5 let v zadnji kot vir. Ali pa newsletteri so bili včasih popularni. Jaz mislim, da zdaj odprem X zjutraj, vidim točno, kaj se danes dogaja, kar se je včeraj dogajalo. Pol, če nekaj vidim že 3 dni, vidim, da je malo bolj pomembna stvar. Pošiljamo si med sabo stvari iz X-a. Tako da, jaz mislim, da je odgovor kar jasen. Kako pa recimo vidiš
kako se bo konzumiral kontent v prihodnosti. Zdaj si omenil, da malo te časniki oziroma časopisi že dolgo časa niso najbolj relevantni. Zdi, da tudi newsletteri malo upadajo dol. Kje vidiš, da bo največ fokusa v prihodnosti, oziroma kako se ti zdi, da se bo spremenil ta content consumption? Ja, po mojem, to, kar se zdaj dogaja, ne, se pravi, da ni več pomembno, da imaš zbildan profil na družbenih omrežjih. Oziroma, tako bi rekel, ne, da TikTok sploh ni družbeno omrežje. Zato, ker družbeno omrežje pomeni, da je to omrežje. To pomeni, da imaš ti povezave. To pomeni, da imaš ti prijatelje. To pomeni, da ljudje tebe followajo, ti followaš njih ali pa sta prijatelja. V to kategorijo pade Facebook, definitivno, ker moraš dejansko sprejeti prijateljstvo. V to pade LinkedIn, ker moraš tudi sprejeti prošnjo za povezavo. In pa Instagram, ki je šel malo stran od tega, ti lahko kar pofollowaš, brez da te on sprejme, če imaš public profil. Ne. TikTok pa ne bi res rekel, da je družbeno omrežje, ampak da je da je medij. Imaš na eni strani ustvarjalce vsebin in na drugi strani konsumerje. Ne rabijo se med sabo followati, čeprav ta funkcionalnost obstaja, ampak je skoraj nepomembna. Ampak algoritem določi, kakšno vsebino boš videl. Tako da gre za medije, ne gre za nobeno družbeno omrežje, ker se ne družiš tam. Tako da jaz mislim, da bo šlo še bolj v to smer. Algoritmično predlaganje personalizirane vsebine in verjetno, če skočiva 5 let naprej ali pa 10, vsak bo imel svoj osebni AI asistenta, AI pomočnika, buddyja, entiteto, ki ti bo ona kurirala vsebino. In to pomeni, ali tele maile poglej zdaj, ta sporočila so prišla, to imaš danes v koledarju, te sestanke imaš, pripravce moraš, sem že naredila ali pa naredil raziskavo na internetu, tole si moraš prebrati prej, podcast nemaš zvečer. In tako mislim, da bo izgledala konzumacija vsebine prek svojih AI agentov, ki ti bojo servirali tisto, kar te zanima, določen trenutek ali pa kar je koristno za tebe. Nažalost ali pa na srečo, ne vem, odvisno kako gleda, pa kdo si. Ja, po eni strani je to boljš, ker konzumiraš toliko manj kontenta, ki ti ga je, ko si rekel, dal algoritem, na podlagi tega, kar je on mislil, da ti bo zanimivo, ali pa na podlagi, to je tudi AI, ja. Na podlagi tega, kar je dobro narejena, content, samo zaradi tega, da ti je pole pokaže. Tako da po eni strani bo bolj uporabno, po drugi strani pa... Ja. Tako bo, zdaj pa bojo plusi pa minusi, ampak res verjamem, da gremo v to smer. In on ti bo tudi pomagal, ker zdaj, veš, na nek način TikTok algoritem, to je že AI, ne, se to je AI. To je pač sistem, ki se nauči o tvojih interesih in potem izmed vsega, kar obstaja, ti zna najboljš predlagati, a se to mapira na tvoje interese in ti predlaga, ne, vsebino. Zdaj pa, ko boš imel ti osebni AI, bo on tebe še poznal onkraj tvojih interesov. Vedel bo, kaj se ti dogaja v življenju, vedel bo, kakšno delo upravljaš, vedel bo, kakšne izzive imaš, vedel bo, kakšne naloge imaš, kakšne cilje imaš, v katerem podjetju delaš, plus kakšne interese imaš. In se mi zdi, da bo sam več podatkov imel, pa bolj bo pameten sistem, da bo bolj tebe poznal in ti bo lahko res personaliziral izkušnjo v digitalnem svetu in izkušnjo na spletu. To tudi mi hočemo narediti, ampak v domeni izobraževanja. Se pravi, da te nek tutor pozna zelo dober in lahko učno izkušnjo dvigne na tak nivo, celo onkraj nivoja človeka, ki je res dober tutor. Jaz mislim, da gre lahko onkraj tega, ne boš dobil sicer te čustvene komponente, ki je tudi pomembna, pa teh povezav medčloveških, o kateri sva govorila, ampak jaz mislim, da je preveč prednosti, da ne bi šli v to smer, da boš lahko s tem tutorjem
v bistvu usvojil dosti hitreje, dosti globje kakršnokoli snov ali pa kakršnokoli področje, ki te zanima. In preveč je prednosti, da ne bi šli v to smer. Ampak vem pa, da nikoli ne bomo na Astri šli v to smer, da bi hlinali čustva, hlinili odnos, hlinili medčloveški odnos, ampak tako, jaz sem robot, jaz sem AI, tukaj sem zato, da ti pomagam, da se naučiš X. In to je moja naloga. Nikoli ne bi šli v hlinjenje odnosa. Ne? Jaz sem tvoj prijatelj, povej mi, kaj si včeraj delal. Po mojem ni potrebe po tem, za učni proces. Kako pa recimo dojemaš te velike AI gigante v primerjavi z vami, Astro? Spravi, vi imate tudi verjetno ukorporirane API-je teh modelov, ampak hkrati so oni tako gigantska podjetja, da bi vas lahko mogoče kadarkoli prehitirali oziroma dali ven z trga. Recimo, kako se kje oziraste na njih, ali ste pač svojo pot in to je naše poslanstvo in to? Ne, seveda analiziraš tveganja, kaj se lahko zgodi, kar bi nam biznis uničilo. Ampak recimo, če pomislava, ko je Apple dal ven iPhone, ti bi lahko takrat rekel, ok, Uber je ena aplikacija, ki je uspešna na iPhonu in je milijardno podjetje, 100 milijard je recimo vredno. To je velik biznis. Zakaj ne bi kar Apple njih ubil? V smislu, da naredijo konkurenčen servis, konkurenčno storitev in imajo prednost zato, ker lahko vsak iPhone, ki ga oni prodajo, to že kar inštaliran, noter je že Apple Pay, tvoji podatki. Zakaj niso tega naredili? Jaz mislim, da zato, ker je njim bolj bilo interesu biti platforma, biti ekosistem za vse te nišne aplikacije, ki obstajajo. Pa imamo velika podjetja, Airbnb, Uber, Facebook, Meta, Instagram. Zakaj Apple ni vsega tega naredil? Ker imajo prednost, ne? Zato, ker ti ne moreš iti to globoko v neko nišo in imaš pol še 50 drugih niš. Ti rajš postaneš platforma za vse te niše in jim vzameš 15 do 30% na vsako transakcijo. In to Apple dela. In zdaj, če greva na ta naš primer, Google, OpenAI, Nvidia, Microsoft, Anthropic, a bojo oni šli zdaj vsako to nišo pokrivati, a bojo rajši oni bili platforma, kjer bojo API-je nam prodajali in bojo od vsake te niše nekaj zaslužili. Jaz mislim, da je večja verjetnost, da se to zgodi. In mi bomo šli z izkušnjo, že zdaj smo šli toliko bolj deep, toliko bolj polirati, toliko so kompleksni sistemi, ki jih mi delamo, a veš, ko se ti pripravljaš na test, pa ti naredimo custom course prav za tebe. OpenAI nikoli ne bo šel toliko deep. V to sem prepričan. Ali pa Google ne bo šel nikoli toliko deep, kakor gremo lahko mi deep, pa kakor smo lahko mi hitri. Kar se pa lahko zgodi, je pa, da oni reče, ta niša je ful zanimiva, education. A gremo mi zdaj narediti konkurenčni produkt, a gremo mi rajš Astro kupiti. Mislim, njim je lažje preskočiti vse to, dobiti userje, dobiti zaposlene, dobiti to. Tako da jaz veliko večjo verjetnost vidim v tem, da nam oni dajo ponudbo za odkup podjetja, ki ga lahko ti zavrneš, kakor da bi oni šli zdaj delati startup znotraj sebe. Tako. Hipotetično, če bi prišlo eno tako podjetje do vas, mi bi kupili Astro AI, bi prodal? Ja, odvisno je od ponudbe. Jaz mislim, da moraš, ko gre onkraj nekih sfer, moraš vsaj premisliti. Ampak zdaj trenutno lahko bi se to zgodilo, da bi bila taka ponudba, da ne moreš skoraj zavrniti. Ampak zdaj trenutno, tudi če bi bila zelo visoka, jaz se še vedno vidim 5 do 10 let v kreiranju tega, ker mi to daje preveč
zadovoljstva, ki mi ga denar ne more zdaj poplačati. Enostavno mi ne more. Ne? Jaz to, da se zjutraj zbudim, pa da sem poln življenja, jaz mislim, če mi Astro vzameš, pa mi daš ful denarja, bom jaz na slabšem. Pa tudi odvisno potem, kakšen je namen, poslanstvo tega giganta oziroma podjetja, ki bi kupil, če bi se ujemalo s tem vašim poslanstvom, kaj imate in tako naprej in tako naprej. Govorimo o hipotetično. Ne? Ja, ampak dve opciji sta lahko te oni pustijo noter, ali pa celo želijo, da ostaneš noter, ali pa oni rečejo, mi bomo prevzeli. Ne. To je zdaj vse hipotetično. Ja. Hipotetično. Tako da ni potrebe po razmišljanju okoli tega. Ne. Ja, samo tako mi je prišla misel, pa se nekaj vprašam. Ok, smo predebatirali kup stvari. Me zanima, preko gremo še do zaključnih vprašanj. Je še kakšna taka tematika, ki ti prije zdaj mogoče na misel, a pa recimo kakšen quote, ki bi ga še podelil? Ne. Eko, potem zaključno vprašanje, na dve si že odgovoril, kaj zate pomeni dobro počutje in 3 nasveti za več dobra počutja. To sem prejšnjem. Ja, prvem. Zdaj imam pa še 3 dodatne, ki so bolj vezane na osebnostno rast. Pa me zanima, kaj bi sebi rekel pred 5-10 leti, oziroma kakšen nasvet bi dal sebi takrat? Ne bi si dal nasveta, ampak rekel bi, Klemen, vse bo v redu. Tudi če se ti bo zdel, da ne bo vse v redu, ker je bilo vse v redu. Tako da bi mal resnico prenesel, tja, ampak mogoče, če bi pa mogel dati nasvet, pa verjetno ga res ne bi dal, ker ne bi hotel pokvariti česa, bi rekel, ne se toliko bati, biti to, kar si, in se pokazati ljudem okoli sebe v popolnosti, ker ko boš to naredil, lahko da bojo nekateri zapustili odnos s tabo, z nekaterimi bo šel pa še globje, samo na ta način. Tako da dal bi si nasvet, probi malo prej si upati biti to, kar si z ljudmi okrog sebe. Ja. Ta avtentičnost. Ne? Ja, v bistvu zapreti gap med mojim notranjim svetom pa mojimi mislimi pa temu, kar navzven kažem. Probi zapreti ta gap, da je čim manj razlike. Probi s pogumom se odkriti. Ta iskrenost, o kateri tudi govoriš dosta. Ne? Ja, brutalna iskrenost in tega me je strah še vedno, ampak vidim, da je to prava pot do boljših, globjih odnosov. Top. Potem naslednje vprašanje, kakšen je bil nasvet, ki ti je najbolj pomagal v življenju, oziroma tisti, ki ti je najbolj ostal v spominu? Mislim, itak sem celo knjigo napisal o kvotih pa o nekih filozofskih konceptih, ki so me srečali v življenju. Ni bilo toliko na svet, ampak bolj moje izkušnje. Moje izkušnje z tem, kako sem bil nezavesten ali pa kako sem spal v svojemu svetu, v svojemu pogledu, v svojemu egu in potem pride nasproti neka izkušnja, ki to instantno razbije. In v knjigi sem opisoval o izkušnji, ki se mi je zgodila na Filipinih, ko sem videl neko revščino. In to sem zapisal v knjigo in je taka fajna zgodba, bla, bla, bla. In potem sem živel življenje naprej. In identična stvar se mi je zgodila v Lizboni spet. Bili smo na poslovni večeri z nekimi partnerji, ki živijo v Lizboni. In smo jedli stejke in pili vino dobro in bili so še moji, 4 sodelavci. Imeli smo se dobro, govorili smo o prihodnosti, o AI-ju, kako lahko Astra raste, kako te partnerji nam lahko pomagajo, kako lahko mi njim pomagamo. In vse je bilo tako zelo prežeto z optimizmom in tem, kako mi čakam, da se vse to odvije. Kaj mi ustvarjamo, pa
AI tehnologija prihaja, pa mi smo potopljeni v njo in kako bomo mi lahko to izkoristili, zato da bomo uspešni in da bomo pomagali svetu in vse, in tako zelo je bilo nahajpen. Naslednji dan sem imel pa rojstni dan. To je bilo zdaj novembra. Smo bili na Web Summitu v Lizboni. In moji sodelavci in te partnerji grejo naprej žurati. In jaz rečem, jaz bom pa šel v hotel, ura je že 10:11, bom raje šel zgodaj spat, pa sem bil med starejšimi in sem rekel, bom jaz zaključil. In ta moj sprehod po Lizboni, po noč, ura je bila 15 minut do polnoči. In sem rekel, čez 15 minut imam rojstni dan, stal bom 35 let, sam bom doživel svoj rojstni dan. Le kaj se nam vse dogaja, kako Astra raste, kakšen optimizem je, koliko moji sodelavci fajn pašajo v to noter. No, tako res sem bil, dogaja se mi v življenju. No, srečen sem, lepo je življenje, polno je življenje. In hodim po ulicah in prijem do ulice, kjer ljudje spijo na tleh spet. V šotorih, v spalni, to je bil november, Lizbona, pač malo hladno. V spalnih vrečah in instantno me je dal ven iz tega optimizma. In sem rekel, Klemen, ni za vse ljudi tako. Eni so potopljeni v težkost, ki kreira pesimizem, seveda. A bo sploh kdaj boljše? Težko je. Nimam upanja, mogoče celo ne. In tako sem dočakal svoj rojstni dan. In realnost, to sem hotel reči, ne, da oboje je bilo realno. Sam jaz sem bil v enem krilu realnosti in sem spet se spozabil, da obstaja drugo krilo. In oboje je treba konstantno imeti nekje v zavesti. Da te ne prevzeme ta nadutost pa ego, koliko si ti fajn, pa koliko je life fajn, pa kako vsi tako vidimo. To ni nasvet, mislim, to je nasvet, ki mi ga življenje daje. Bodi ponižen, pa ne nadut. To se pa ujema s tistim, kar si rekel. A si začel predtem že moliti, da ti bo življenje dajalo to, ali si že... Ne. Potem. To sem zdaj pred kratkim, mogoče zadnji mesec. Ker sem mislil, da si že prej, pa ne, to bi bila potem manifestacija. Mogoče je bila, ampak tako. Okay. Sem hvaležen za take uvide. Ful te lahko naučijo take reči, ful te lahko dajo novih spoznanj, te opomnejo. Čeprav kdaj ni enostavno. Ni, ampak nujno. Nujno. Cool. In še zadnje vprašanje, ki je spet sicer vezano na eno stvar, ampak si že prej omenil, da je bilo ful različnih stvari. Kaj je bila stvar, ki se ti zdi, da ti je najbolj pomagala do več osebnostne rasti in da si postal boljša oseba? Če bi lahko zložil, ali pa recimo na par. Ful so mi težka vprašanja, ker ne razmišljam toliko o njih, pa, a veš, da bi imel nekaj pripravljen. Res so mi težka, ampak jaz bi to rekel tam, ker se je vse začelo. V bistvu začel se je pri mojih 15-16 letih, kjer sem dobil pred sabo neko knjigo. Zdaj ne vem, ali je bil to Tony Robbins ali Brian Tracy ali pa neka knjiga v tej smeri. Osebnostna rast, uspeh, bla, bla, bla. Ampak takrat je nekaj naredila. Naredil je nekaj, čemur jaz rečem upanje ali pa spoznanje, da je več v mojih rokah, kakor sem do takrat mislil, da je. Da obstajajo neki ljudje, ki so se ukvarjali z uspehom ali pa osebnostno rastjo, in to sploh nisem vedel, da obstaja kot koncept. Vedno sem imel močen notranji svet, pa sem razmišljal o lifeu, pa o sebi, ampak mislil sem, da sem sam v tem. In ko odkriješ neko tako vsebino, kakorkoli je to zdaj nekaj, kar je v moji preteklosti, pa tega več ne konzumiram, ampak takrat je mi dal uvid, da nisem sam v tem, in kasneje so to bili podcasti.
ker sem videl, nisem sam v teh razmišljanjih, v pogledih na life, v globjem razmišljanju o lifeu, pa kaj to je, kar nas obdaja. Nisem sam, ne? In to ti da ful velik miru. Da vidiš, da nisi sam, in verjetno sem tudi zato jaz začel pol ustvarjati podcast, da ljudje, ki so nekje, pa dobivam veliko pisem, pa mailov, so nekje na vasi, s tem ni nič narobe, ampak obkroženi so, ali pa so v okolju, v katerem se ne počutijo, da pripadajo. In potem internet jim da neko opcijo uvida, da obstajamo podobni njim tudi na svetu in najdejo svoje pleme ali pa svoj tribe. In to, da se ne počutiš sam na tej poti, je ful pomembno. No, super. Ne vem, če je že kdo to izpostavil na podcastu. Ful dobro. Hvala ti, Klemen. Hvala tebi, super pogovor, res zanimivo. Vprašal sem vse, kar je me zanimalo, tako da mislim, da je lepo zaključeno. Tako da zdaj za konec smo dal vse povezave do Astre, do tvojega Instagrama, do podcasta, kakor gre ponovadi per podcastih, ne, se velika večina ljudi te že pozna, ampak še eno, da bojo lahko pikalni. Tako da to je to. Da ne pozabim, imam še eno darilce zate, ker si prišel v Brda, lepo še 2 buteljkici, da boš imel lepo malo za spit. Eno bageri, pa eno namizno vino. Evo, to bova danes z enom bova tukaj prespala v Brdih in bova imela zanimiv večer. Okusi Brd. Ne, tako da res ful cenim, da si se pripeljal, da si vzel cajt za ta drugi pogovor. In to. Hvala vsem za gledanje, poslušanje in se vidimo v prihodnih podcastih. Čau. Hvala ti. Hvala tebi, res. Cool.